Ja, super, hvala Nina za tale uvod. Moram priznati, da res, ko sva se pogovarjala o tem, da bo tematika ženska košarka, da sem takoj navdušeno pristal in rekel, da tukaj sem pa domač oziroma se počutim dovolj samozavestno, da vem, kaj vprašati. Sem pa seveda toliko bolj vesel, da lahko danes v Kranju gostimo tako Rebeko Abramovič kot Zojo Štirn, zato da se nekako pogovorimo o ženski košarki, o tem pravzaprav kakšen status ima in nenazadnje, kaj pomeni v Kranju, v našem mestu. Tako da mogoče za začetek vaju lahko vprašam, pardon Nina, jaz bom imel svoje slovnične pravilnosti, jaz bom skozi govoril košarka, mečken je profesionalne deformacije in moram paziti, tako da vidve lahko govorita košarka, ne bo nič narobe. Kako ste začeli s košarko? Zakaj je bil to nek tak šport v bistvu, ki nas je pritegnil? Jaz vem, da sem kot otrok ful navdušeno tekel za žogo in ko sem enkrat uspel vrči do koša, se mi je vesolje odprlo. Kako ste vidve začeli? Jaz sem v bistvu začela košarko igrati že v prvem razredu. Začel se je, ko sem vzela ta letak za šolsko košarko in pa so se z mojo mami me v bistvu spodbudila, kaj pa če bi ti res šla tole probati malo, da sem bolj bila aktivna in sem bila nekako malo bolj umetnica. Rada sem hodila na lutkovni krožek, na glino pa to, pa sem pa izbrala si še eno tako aktivnost in tako, kot ste rekel, takrat naprej letam za žogo. Rebeka, pri tebi, kaj podobnega? Jaz sem pa hodila na bratove tekme, on je treniral košarko, kot majhna sem komaj čakala, da grem med polčasom na igrišče za žogo letati in tako se je začel pol. Jaz sem bila vsak dan na igrišču, predtem sem pa trenirala ples pa gimnastiko. Od takrat naprej pa na igrišču non-stop zunaj med poletjem. Sam žogo sem videla, se pravi po bratovih stopinjah sem šla. Pa si se hotela najbrž tudi pred bratom mečken dokazati, je bilo to neka ta, imam vzornika in to doma, bom boljše igrala kot ti, bom tudi jaz zadela na koš, je bilo najbrž nekaj tega, ne? Ja, neka motivacija je bila, tako ko sem njega gledala, sem hotela biti tako kot on, še boljša, starši so me spodbujali pri tem, tako da. Če se mogoče spominjaš tistih prvih let treninga, kaj je bilo ti najtežje, kaj ti je bilo najpomembnejše, so bili to treningi, tekme? Ker se mi zdi, da mogoče na začetku ti v bistvu dejansko trening ne pomeni kaj dost, ves čas vidiš samo tekmo, nekako si ful bolj tekmovalen, kasneje šele dojameš, da je ta proces pomemben, da boš sploh na tekmi lahko kaj dosegel. Ja, jaz sem komaj čakala treninge, zaradi tega, ker se mi zdi, tako se mi je zdelo, da če bom več trenirala, bom tudi boljša na tekmah, tekme sem pa itak komaj čakala, ne vem, tako. Zoja, kako je bilo pri tebi, kar se tiče teh uvodnih korakov, pri Triglavu si jih naredila, kako je bilo mogoče tebi ta distinkcija med treningom pa tekmami, kaj je bilo bolj pomembno? Ja, evo, pri meni je bilo pa recimo malo drugače. Jaz sem pa zelo ful rada trenirala, to mi je bilo res the best, imela sem super prijateljice, s katerimi se še danes recimo sem skozi v stikih, ampak sama tekma sem bila pa noro živčna, res imela sem ful veliko tremo, sicer vedno je bilo to pred tekmo, pa ko se je pa sama tekma začela, je pa to izbledelo in pa je bila samo še košarka, ki mi je bila pa najljubša stvar. Kdaj pa človek dojame, da bi lahko bil basket njegovo življenje? Kdaj v bistvu dojameš, da je mogoče ta profesionalna košarkarica ena pot, ki jo slediš? A je to po neki zmagi, po neki selekciji, potem, ko se uvrstiš prvič v reprezentanco? Kdaj je tisti preskok, ko dojameš, da mogoče bo pa basket malo bolj pomemben del mojega življenja, kakor sem mislila? Jaz bi rekla, da verjameš itak skozi, ko toliko truda vlagaš in se za nekaj res trudiš, pa si že, pol ti je to neka, meni je pa to vedno ena taka skrita želja, da mi je pa mogoče postala bolj resničljiva, pa potem res, mogoče res te reprezentančni nastopi, tudi ko so me poklicali v Celje, se mi je to zdelo še neko dodatno potrdilo, ok, zdaj sem res mogoče na pravi poti in ja, od takrat naprej tako gledam, da si želim, da se mi to zdi res bolj resnično, možno. Rebeka, pri tebi je bila v bistvu dokaj podobna pot, ne? Zelo hitro v reprezentanci, v različnih mladinskih selekcijah, tudi ti v bistvu s tem prehodom v Celje domnevam, da si dobila tisto potrditev, da nekako se življenje spremeni. Mislim, da pri nas
je najbrž dosti težko v tistih letih, ko si v srednji šoli in če ti košarka ne pomeni toliko veliko, računati na to, da boš profesionalna košarkarica. Enostavno moraš srednješolska leta posvetiti temu, da bo šla tvoja kariera v tej smeri naprej. Ja, res je. Preden sem prišla v Celje, jaz sem šla v Celje s 15 leti, se pravi v prvi letnik srednje šole. In takrat sploh nisem še čist dojela. In sem se zelo odločala, naj grem ali naj ne grem. Pol enkrat sem rekla Celju, da bom šla, se dobimo na sestanku, da podpišemo pogodbo in jaz rečem, ne grem. Pač ker tako nisem bila sigurna, a hočem res to ali ne, ampak zdaj, ko pa pogledam za nazaj, pa mislim, da sem se pravilno odločila in mi ni žal niti malo. Dejansko to odrekanje moraš sprejeti in se zavedati, da ja, 4 leta bodo drugačna, ko si pa star 14 let, se mi zdi, da je toliko težje to zaradi teh prijateljc in hkrati tudi zaradi soigralk. Se mi zdi, da je ful težko zapustiti klub, ne glede na to, da si recimo izstopajoča igralka v nekih selekcijah, ampak je toliko težko iti iz svojega kluba. Tudi če recimo redno izgubljaš tekme proti parim ekipam. Ja, res je, zelo težko je. Kot zaradi soigralk, zaradi cele ekipe, ki se itak si zelo navezana na to, pa mlada sem bila, ampak meni je bilo tako največji strah oziroma zakaj sem premišljevala to zaradi svoje družine. Tako težko je bilo se ločiti od njih, jih videti, ne vem, pol, ko sem bila v Celju, jaz sem komaj čakala vikend, da grem domov, tako pač. Samo za vikend so tekme. Ja, ampak una nedela oziroma pol nedelje. Kar pomeni, da dejansko ostaneš pri 14-15 letih z enodnevnim, enkrat na teden se za en dan lahko vidiš svojo družino. Ja, pa še to je bilo tako, mogoče vsak drug vikend ali pa sploh ne greš, kakor je. Ker takrat smo tudi sobote so bile članske tekme, nedelja mladinske, kadetske. Itak so pa oni hodili skozi na tekme gledati, tako da smo se videli, ampak ni bilo isto, ko greš ti domov k svojim staršem na kosilo, ampak sem se počasno navadila. Zoja, kako je bilo pri tebi, kako so sprejeli starši to odločitev, kako so ti pomagali pri tem, da boš dejansko šla iz Kranja in živela v Celju? Ja, jaz sem imela vso podporo in vedela sem, zakaj to delam. Vse je šlo za košarko in mi smo tudi doma ljubitelji športa, tako da moja odločitev je bila podpirana in smo se pač vozili. Tako da tudi sama sem imela eno obdobje malo večjega domotožja, kot je Rebeka rekla, ker je bilo veliko, pa ni bilo možnosti, da bi šla domov. Zdaj mi je lažje, ko imam izpit za avto, tako da probam usklajevati vse in drugače pa jaz moram reči, da sem se kar izgubila v delo, v šolo, da imam res tudi tam super prijateljice, kot tudi tukaj, tako da v bistvu sem se kar najdla polno, v bistvu sem se zamotila in ni bilo domotožje tak velik problem. Pri profesionalnem klubu se mi zdi, da toliko nekih stvari poskrbljenih, da skoraj da nimaš minute časa za to, da bi bil v brezdelju. Ali je trening, ali je počitek po treningu, ali so neke vsakodnevne obveznosti. Koliko so pa starši, se mi zdi, da pač moramo izpostaviti to vlogo staršev, res ful pomembni pri teh začetkih, pri teh osnovnošolskih, srednješolskih letih. Jaz, če se spomnim tistega obdobja, to je bilo vsak vikend so bile tekme, skozi moraš ali peljati otroka na tekmo, ali navijati, se dreti na sodnika, en kup enih nalog imaš. Koliko je v bistvu res pomemben, da so starši ves čas prisotni, pa da imaš njihovo podporo? Ja, jaz mislim, da je zelo pomemben. Tako, jaz sem prav vesela, da so mi moji starši stali ob strani, da so hodili na moje tekme, da so me podpirali tudi za šolo, za vse stvari. Hoteli so, da sem uspešna. In mislim, da jim je uspelo in da so zelo ponosni name. Kako si pa usklajevala v bistvu to in treninge in šolo? Kako si kdaj utemeljila, da je mogoče kakšna štirka bila posledica te tekme, ki smo jo imeli v nedeljo in da na tej tekmi sem dala pa ne vem, XY točk? Kako je mogoče bilo včasih moč utemeljevati te športne uspehe z mogoče malo manj fokusa na šolskih obveznostih?
Ni bilo lahko, je pa res, da v tej srednji šoli, gimnaziji sem bila v športnem razredu in so se zelo prilagajali na vse naše tekme, so bili zelo razumevajoči, če, ne vem, če nismo mogli priti oziroma če je bil kakšen test, smo se uskladili, tako da so zelo razumeli, ampak ni bilo lahko, ampak se je pa dalo vse zrihtati. Super, mi je pa zanimivo, da vseeno pač razmišljaš tudi, recimo zdaj Zoja, ko si še v tej fazi na začetku pravzaprav kariere, razmišljaš o tem, kaj ti pomeni akademsko pridobivanje izobrazbe. Kako po eni strani usklajevati to, da razvijaš še svojo profesionalno košarkarsko kariero, hkrati pa ne smeš pozabiti tudi na to, da boš nekoč seveda zaključila z njo oziroma boš tudi iskala neke čist najbrž ne košarkarske zaposlitve. Za šolo, jaz vedno imam šolo v mislih, ne, mislim, treba je narediti, to mi je jasno. Zdaj sem prišla do tudi te meje, ko grem proti koncu srednje šole, ne, kaj je zdaj, in sem se spet odločila za košarko, tako da zavedam se, da in tudi želim si imeti neko izobrazbo, ampak košarke lahko igram še nekaj let, izobrazbo pa se mi zdi, da lahko tudi vedno potem še nadgradim, ko bom starejša, verjetno te možnosti, da igram, ne bom več imela, no, tako da nočem gledati nazaj, pa si reči, joj, zakaj nisem, ne, tako da v bistvu zdaj si želim, no, da bi nekaj naredila iz košarke, pa se bom potem usmerila tudi v še kaj drugega. Zanimivo mi je recimo zdaj, če se nekako lotimo te primerjave, ker vem, da je bila jasna, da se jo bomo med moško in žensko košarko, med tem, kakšni so pogoji, kakšni so pravzaprav standardi. A je tukaj tudi mogoče že pri teh začetnih letih, v bistvu pri začetku kariere, kakšna razlika med tem, koliko je neke tekmovalnosti v moški košarki, kako je pa v bistvu pri ženskah? A se tukaj že kaj slud, da bo, ali kar se popularnosti tiče, ali kar se konec koncev tudi nekega denarja, nekih teh vložkov, kdaj začneš slutiti, da je moška košarka in ženska košarka, da nista čist isti panogi, kar se tiče tega, koliko popularnosti bo v njej? Ja, zagotovo moška košarka je zelo priljubljena, zato je tudi več lig, ker je tudi toliko več igralcev, je potem tudi več denarja, to definitivno se pozna, tudi recimo v kakšni opremi pa tako, ampak se mi zdi, da se ženska košarka vse bolj dviguje, no, tako da in tudi stremimo k tem, da se bojo razlike skozi manj poznale, ampak ja, zagotovo pa je predvsem z vidika gledanosti, no, je pa res, da je tukaj moška košarka veliko bolj močna od nas. Je pa res dobro to, kar si izpostavila, da razlike se zelo hitro manjšajo in konec koncev v bistvu ženska košarka dobiva tisto prepoznavnost, ki bi jo morala imeti že prej. Ne gre za to, da bi bila moška košarka manj popularna, ampak enostavno smo videli tudi konec koncev, ne vem, že na nekih evroligaških tekmah, na nekih reprezentančnih tekmah, se velikokrat zbere podobno število, enako število zelo gorečih navijačev. Tako da tukaj nekih velikih razlik, vsaj meni se je zdelo, ko gledam, ne vem, Fenerbahče, se mi zdi, da ni, ali je moška ali je ženska ekipa. Tako da dejansko je fajn videti, da se te razlike spreminjajo. Kaj pa, s čim v Sloveniji zaostajamo? Če recimo zdaj primerjam neko turško košarko, kjer je res med moško in žensko, ni take velike razlike v popularnosti, zakaj pri nas vseeno ta razlika prisotna? A je kakšen odgovor, ki ga lahko podamo kot rešitev za naslednje leta ali pa kot neko vizijo? Kako bi lahko več denarja, več interesa, več pozornosti to zapravo namenjali ženski košarki in zakaj bi jo konec koncev res morali? Mogoče sam s tem, da bi se še več deklic začeli s tem ukvarjati, ne. Itak se mi zdi, da več kot je zanimanja, bolj se pol še gre razvoj naprej. To bi jaz videla zdaj kot edino tako, kar lahko izpostavim. Pa tudi vzornice. Konec koncev recimo, kdo je bila tvoja vzornica, Rebeka, ko si bila stara, ne vem, 10 let, komu si se zgledovala? Prvo je bil moj brat, potem sem pa skozi gledala Gorana Dragića. Kaj pa ženske košarkarice? Čeprav je en let starejša, ampak je takrat, ko sem jaz začela igrati, že igrala resno košarko, Nika Barič. Super. Mi je pa zanimivo v bistvu, da vseeno rabiš nekaj časa pomisliti, ne, kdo so te v bistvu vzornice oziroma jih vidiš še zmeraj v
v moški košarki. To mi je po eni strani zanimivo, po drugi strani pa ja, ravno to. Pač čez leta se bodo te stvari najbrž spreminjale in je super, da imamo novo generacijo košarkaric, ki lahko vpliva na... Upam. Ja. Zoja, kdo je pri tebi recimo neka taka vzornica, ki ti je ful, od koga si imela plakat, tako te bom vprašal. Evo, tako za šalo lahko povem, da imam doma dres od Rebeke Abramovič, podpisan od vseh reprezentantk. Ampak ja, tako Rebeka, kakor Nika, Teja Barič, Eva Lisec, to je potem ta generacija, to so mi bile vzornice, nekatere še zdaj igrajo, tako da to bi izpostavila. Ja. Super, lepo biti najbrž vzornica, ne Rebeka? Kako pa lahko v bistvu zdaj, če nekako se, hotel sem s tem vprašanjem tudi glede slovenske košarke se malo vrniti na to slovensko področje, se mi zdi, da zadnjih par let, ko malo bolj aktivno spremljam, da imamo Celje, ki je pač v svoji ligi, v bistvu tudi kar se tiče teh nekih tekmovanj regionalnih, Triglav, ki je ves čas tukaj, mu konkurira, je nekdo, ki tekmuje s Celjem in potem še en par ekip, ki recimo temu poskušajo seveda igrati košarko, so v prvi ligi, nekako tvorijo to srednjo, ampak kaj se vam zdi, kaj je največja težava oziroma izziv zdajle za to slovensko košarkarsko ligo? Kako bi lahko še izboljšali razmere, kako bi lahko bilo več ekip, bolj tekmovalno? A je kaj takega, kar vidite kot priložnost? Kako bi... Najbrž več deklet in več denarja, tukaj pač nimamo kaj, Ja, več tukaj sponzorskih v sredstev. bistvu ne vem, klubov. kaj bi tukaj dodala, da bi zvišali popularnost ali kako tekmovalnost, ker že tako, mogoče lih zaradi tega, ker je toliko malo ekip, je tekmovalnost mogoče še večja, ne, ker se skozi v bistvu igra z istimi ekipami, gre se skozi, zdaj jih pa bomo, ne vem, mislim, da tekmovalnost je ta prava, kako bi jo pa še povečala, pa evo tukaj ne bi vedela. Rebeka, kako si se ti počutila, ko si recimo prišla iz Španije nazaj v Slovenijo, iz te neke španske košarkarske lige pride tudi slovensko košarkarsko ligo? Kje so še rezerve, da bi lahko bila naša liga španska liga? Jaz sem bila v Španiji 2 tedna, tako da ne moram zdaj nekaj preveč govoriti, ampak ne vem. A je tam mogoče bolj povezava med moškim in ženskim klubom? Se mi zdi dostikrat, da je Tudi dejansko kdaj, to ja. isti klub, ampak imamo samo še ženski odsek. Da pri nas je mogoče to toliko ločen, če ti pogledaš 9 klubov v slovenski košarkarski ženski ligi, 2 mogoče z imenom povežeš s moško ekipo. A je tukaj mogoče res neka podobnost? Na to sem ciljal, tja sem hotel prijeti z Ja, odgovorom. tudi mogoče, ja, je, ja. Ker ne vem, mogoče bi, če bi bila, ne vem, ženska pa moška združena, bi bilo več tudi otrok, ki bi hodili gledat, ne vem, več sponzorjev, več gledalcev, tudi, ne vem, v tem kraju, ki igraš, več oglaševanja mogoče, da bi ljudje sploh slišali, ne vem, vse te neke stvari, ki privabijo otroke. Pomenem še v bistvu, kar se tiče te izkušnje, zdaj sem te malo že navrgel na to špansko zgodbo. Kako je bilo v bistvu tebi, kar se tiče te neke želje po igranju v tujini? Koliko ti je to res pomenilo in kaj je bilo v bistvu potem, kar se tiče povratka za nazaj? Kako lahko rečeš, da konec koncev, ja, kaj se je pravzaprav zgodilo? Želela sem si, ampak ne toliko močno. Nisem se videla v tujini, ko sem prišla tja, sem rekla, ne, to ni zame. Pač in od takrat naprej, ko sem prišla nazaj domov, mi ni bilo žal. Zdaj, čez par let, tako, ko me je kdorkoli vprašal, če mi je kdaj žal, da sem prišla nazaj, ne. Tudi zdaj, ko imam otroka, da ne bo zdaj to izgovor, ne, zdaj imam družino, zdaj to, ne, ni mi žal. Jaz sem vedno govorila, da mi ni žal, pač nisem se videla v temu nekaj več, ne vem, prišla sem do tiste meje, ko hočem, ne vem, mogoče igrati samo slovensko ligo, hočem ustvariti družino, službo, pač te stvari so mi bile pol prioriteta in ja.
Ampak zanimivo je, dejansko šele potem, ko se ti je ponudi priložnost za to, da narediš ta korak naprej, ugotoviš, da mogoče ga niti ne želiš narediti. Kako težko si je to iskreno priznati? Jaz sem pol tako tudi razmišljala, ne vem, premlada, mogoče sem bila premlada, nezrela za tak korak. To je bilo pri 21. 21, ja. Mogoče, pač nekatere igralke, ne vem, grejo pa 18, pač se najdejo v temu. Mogoče, če bi šla kasneje, da bi tudi jaz ostala, pa bi se najdla v tem, ampak v tistem momentu ni šlo, pač ni bilo to. Nisem bila jaz srečna sama pri sebi. Super, da se lahko v bistvu toliko iskreno v tistem trenutku zaveš tega in da ne greš z glavo skozi, v bistvu samo zaradi tega, ker si 10 let življenja nečemu posvetil, ampak zakaj bi še naslednjih 10 let vrgel stran, če veš, da to ni to. Ja, jaz sem pač preveč razmišljala, že tako v življenju preveč razmišljam, kva če bo to, kva če bo uno. Za vse stvari se tako vsi jemljem k srcu, pa se zakiram in ja. Se mi zdi, da to nekako je zelo človeško, tako da ne si zameriti preveč res. Zoja, kako je, kar se tvojih recimo ambicij glede tujine tiče, a imaš podoben občutek recimo, da bi vseeno potrebovala še nekaj let, da rabiš dozoreti tukaj, da se lahko sploh podaš v tujino? Kako na to gledaš? Zdaj s to poškodbo zagotovo se mi zdi, da rabim še nekaj časa. Tudi bom videla, kako bo, ko se bom dejansko vrnila na parket. Ampak cilj mi pa je probati, ne. Želim si probati, želim sama spoznati, če je to. V tem trenutku si to želim, zdaj pa probala bom vse, pa bom pa videla, kako bo mene pot zanesla. Kako pa to zgleda, recimo zdaj, ko si ta leta v Celju, a se dejansko to od kluba pridejo neke, veš, zanimajo se, oziroma kako sploh pride do ponudbe na mizo? S temi ponudbami iskreno še jaz ne vem čisto točen. Sem dobila zagotovo kakšne ponudbe, to zdaj kar veliko se dogaja preko socialnih omrežij. Ampak ja, načeloma pa tudi iz kluba vem, da vedno pomagajo nam pri tem, da je to pol neka odskočna deska za naprej. Ja. Kaj pa bi ti bila recimo tisti neki ultimativni cilj? Je to nek klub, ki igra v neki Evropski ligi, Euroliga, WNBA? Kaj je tisto, kar si želi košarkarica pri teh letih? Tako bom rekla. Tudi jaz moram videti, kje sem. Jaz si itak želiš si največ, kar lahko, ampak moraš biti realen sam s sabo, do kam lahko prideš. Tako da jaz bi rekla, da jaz na to gledam kot korak za korakom. Najprej seveda, da naredim kako lepo predstavo v slovenski ligi, v ABA ligi, mogoče enkrat v Eurocupu, Euroligi, to pa bom videla, do kam lahko pridem. Kakšna je sploh razlika v bistvu, če primerjamo, veliko se govori o tem, da evroligaška, ne vem, v moški košarki je takšna konkurenca, NBA je nekaj čist drugega, a je pri ženski košarki podobno, da je recimo evroligaška košarka vseeno bolj obrambna, manj na nekem spektaklu, šovu kot WNBA? Jaz mislim, vsaj tako, kakor jaz vidim, se mi zdi, da je ženska Euroliga najmočnejša liga. Mislim, lahko da se motim, ampak meni bom rekla tako, da mi je ženska Euroliga zelo všeč. Sej ameriška košarka, to so tudi izjemno talentirane, ampak ogromno tudi Američank pride igrati Euroligo. Samo v tem pogledu razmišljam. Je tukaj v bistvu dosta razlika v tem, da evropska sezona traja teh nekih 9 mesecev, potem pa se igra še WNBA tistih par prostih mesecev. To je tako, kot da bi polet samo igrali NBA ligo. Domnevam, da bi vsem razlika v kakovosti bila drugačna, kot je ta trenutek. V bistvu lahko igraš ti v isti sezoni in Euroligo in sezono v WNBA, kar mi je vsem majčkeno zanimivo, ampak najbrž za pač popularnost ženske košarke najboljša. Ja, se strinjam tukaj, mislim, da je tako. Mogoče še eno vprašanje, kar se tiče, prej sem pozabil, Rebeka, glede tega vrnitve v Slovenijo in odločitve recimo za Triglav. Kaj je bilo pri tebi tisto, kar te je pritegnilo, recimo to, da si rekla, v Kranju bom v Triglavu igrala in pol konec koncev tudi zaključila svojo kariero? Ja, ko sem prišla nazaj,
To je bilo, ja, to je bilo septembra. Pol sem malo pauzirala, pa sem šla v Grosuplje igrat do konca sezone pol leta. Pol je bila, ne vem, tako smo se slišali, tako lih slučajen je bilo, kaj pa če bi ti prišla v Triglav, tako s trenerjem, pa me je pač takoj pritegnil, pač da hočem še igrati v Sloveniji. Ne vem, vedno se mi je Triglav, ko sem bila v Celju, je bil Triglav vedno za nami, vedno, ne vem, tekmec, tako res derbi. Pač in trener me je ful hotel, da pridem, soigralke sem vse poznala, tudi zdela se mi je super ekipa, tako da ni mi žal. Pa je bil malo ta izziv, zdaj pa bomo Celjanke. Ja, itak. Skozi, ko smo igrali pred Celju, sem pač šla na 100%, hotela sem jih zmagati. Se sem razmišljal, zadnji v bistvu pokal Triglavov je bil pokalni, a se jaz to prav spomnim, 2018? 2018, ja. Je. In takrat si bila v bistvu najkoristnejša igralka zaključnega turnirja, dala si 30 točk v finalu, premagali ste Celje. Najbrž je en tak poseben občutek, ne? To je tisto, ko se človek počuti izpopolnjenega, ne? Da nek underdog lahko na vsake toliko časa v bistvu res parira tudi Celju in ga premaga na tako pomembni tekmi. Ja, najbolj sladka zmaga. Tako, še posebej, ko smo igrali doma, na domačem terenu, pred domačo publiko, pač bilo je dobro, tako, dobra tekma, ne vem, koliko je bilo na koncu, je par pik, tako, mi vodimo, oni vodijo, je bila kar dobra tekma. Zdaj si lahko to povestna še direktno, ampak recimo, ko ste igrali s Celjem, kakšen je bil nasvet na klopi, kako ostati Zojo? Kaj so rekli? Kaj je Gašper sugeriral, kako je bilo tako, pri Zoji pazi, prodor levo bo zaključevala na trojki, kaj so bili mogoče kakšni taki? Pazi prodor, čist blizu ji stoj, pazi menjave, bodi agresiva na njo, tako, take. Zoja, kaj ste vi o Rebeki govorili, kakšni so bili taktični načrti, kako ustaviti Rebeko? Ja, cilj je bil čim bolj zmatrati Rebeko, da dobi čim več favlov, ustaviti prodor in predvsem menjavo spredaj, pa stati blizu na metu za 3 točke. Mislim, da so to kar resne stvari, za katere ste najbrž za vsako tekmo vedeli točenje, da na te stvari pazimo pri Rebeki. V bistvu, Rebeka, kako si, mečkam se želot pa še tega, kako si vedela v tistem trenutku, da boš prekinila kariero in se odločila za materinstvo, da boš a si vedela takrat, da gre za prekinitev, a si dejansko mislila, da boš zaključila kariero? Kako si sprejela to odločitev, da boš za nekaj časa košarko dala na stran? Ja, jaz sem imela še pogodbo s Triglavom, nisem pač sva planirala imeti otroka, ampak ne v tistem momentu in to se je lih zgodilo avgusta, pred začetkom priprav sem zvedela, da sem noseča in sem pač povedala, kakšna je situacija, vsi so lepo sprejeli, ampak ko sem bila noseča, ko sem rodila, še preden sem rodila, jaz sem rekla, da bom še igrala košarko in sem se po rojstvu hčerke sem se vrnila, ja, 4 mesece po porodu sem se vrnila, hvala Bogu je bilo vse v redu, jaz sem skozi govorila, če bo vse v redu, če se bom jaz počutila dobro, bom spet igrala, pač res sem imela to željo zaradi otroka, pač ko sem čakala, ne vem, da me je hčerka prije gledati na tekmo, ne vem, se mi zdi, da sem še boljš igrala košarko, ko sem rodila, kakor pa preden. Se ti zdi, da je to ena taka tema v ženski košarki, ki je v bistvu ves čas nekje en tak roza slon v kotu, o katerem se ne govori, da v bistvu je materinstvo ena izmed stvari, ki si jo seveda marsikatera košarkarica želi in hkrati računa, kdaj jo dati v kariero in kako se skupaj usklajevati. Kako si mogoče
še pred materinstvom sama to videla v različnih klubih, srednji različnih košarkaric. Koliko je bilo tega, koliko si imela tudi sama ozornic, ki so, kljub temu, da so bile mame, igrale košarko? Ja, zelo velik je takih košarkaric, ki so se vrnile. In tudi te, ki igrajo resno košarko, v Women NBA-ju igrajo, Eurolige, ne vem, jaz sem skozi spremljala vse ostale igralke in so zelo dobro usklajevale. In še kar. Se mi zdi, ne samo, da je to zdaj dokazano. Imamo en kup enih deklet, ki jim je odlično uspelo v bistvu ne samo biti mame, ampak še izboljšati mogoče svojo košarkarsko kariero. Tako da, če je bilo včasih to nekako zaključek kariere, zdaj si pa mati in boš imela družino, je v bistvu v zadnjih letih, desetletjih postalo to tudi sestavni del košarkarske kariere. Ja, res je, ja. Pa tudi, kot sem prej rekla, ne vem, meni je hčerka eno dodatno energijo, dodatno moč dala, ne vem, da sem še vztrajala, da sem še igrala košarko. Pa sem, ne vem, konec sezone, pa sem tako razmišljala, a bi še igrala, ne bi še igrala. Ja, bom še igrala, zakaj pa ne? Če sem sposobna, če sem zmožna, ne vem, nič me ne boli, zakaj pa ne? A rabiš kakršenkoli dodaten trening, ker vsaj 30 minut si igrala v prvi sezoni, potem po rojstvu in 13 točk na tekmo. Se mi zdi, da je to fizično zelo izčrpljujoče. A rabiš kakšen drugačen trening, kot je bil prej, a je fizično bolj zahteven? Ne, isto je bilo, ampak so bili v Triglavu zelo razumevajoči z mano. Tako, pač zmenila sem se, da ne vem, da hodim 3-krat, 4-krat na teden na trening, da ni samo vsak dan, da rabim en dan pauze. In se mi zdi, da so, kar se tiče tega, da so mi šli, da so bili z mano, da so me spoštovali, da sem vse to pol usklajevala. Ampak je bilo naporno, hvala Bogu za partnerja, ki je bil skozi tukaj ob meni. Triglav je imel pa tudi najglasnejšo navijačico potem v bistvu Ja, na tekmah. itak, ja, itak. Sam zdaj, zdaj, ko jo vprašam, a hočeš, da mami še igra košarko, pa reče ne, zdaj pa ne. Tako da to je to. A je bil mogoče to presoden trenutek za zaključek kariere? Ne. Pri meni je bilo tako, da sem pol vsak let, kakor sem prej rekla, da sem skozi govorila, dosti imam, pa me je pol spet nekaj vlekel. In to sem 3 leta, ja, 3 leta sem igrala še po porodu in sem skozi govorila, pa sem pa rekla, ne, zdaj je pa res dosti. Tako da, jaz mislim, da sem prišla do te točke, ne da sem imela zdaj košarke čez glavo, ampak pač so še druge stvari, služba, preživeti čas z družino, tako malo več časa imamo zdaj, tako da ja. Super, verjamem, da uživaš tudi zdaj po zaključku košarkarske kariere. Hodimo pa še kar na tekme. Smo pa na vsaki domači tekmi, ko imamo cajt. Ja, ta mala itak tako hoče, ko mi čaka. Imam nek čuden občutek, da boš čez par let spet hodila na tekme. Čez 1-2 leti, ko bo šla v šolo. To. Takoj na košarko. Mi je čist jasno in vsak vikend veš, kaj te čaka. Zoja, kako si v bistvu ti, če se majčkeno še lotva te teme, ki konec koncev, zaradi katere si trenutno oddaljena od košarkarskih parketov, kako se lahko košarkar izogne poškodbam oziroma kaj naredi, ko do poškodbe pride? Kako v bistvu najde to neko mentalno čvrstost, da kljub temu, da veš, da te čaka toliko in toliko mesecev brez žoge, treningov, soigralk, tekem, da nekako hraniš željo potem, da se vrneš še močnejša? Če imaš en cilj, ti to ni pol ovira. To so potem samo majhne, kako bi rekla, majhne prepreke, ampak če imaš neko vizijo, pa si nekaj želiš, bolj je to samo ena vmesna faza. Tako da jaz na to gledam, kakor da imam, zdaj sem na pauzi. Probam najti neke pozitivne stvari, probam delati na stvarih, na katerih lahko. Zdaj imam čas, da delam recimo na psihični pripravi, bolj ko bom lahko veliko naredila na telesni pripravi, tako da v bistvu
upam, da se vrnem še boljša, kot sem bila. No. Ampak rekla si prej v pogovoru, da dejansko rekonvalescenca, zdaj povratek po poškodbi, ne izgleda tako, da doma ležiš, počivaš in čakaš, da se bo telo zrihtalo, ampak dejansko moraš delati zelo parcialne vaje za posamezen del telesa, zato da ojačaš. Nam lahko več o tem poveš, koliko je v bistvu res to en picajzlast del, da po poškodbi se vrneš nekako na igrišče? Ja, tako je. Ni samo operacija, potem je še ogromen enih stvari. Mi dve z mojo fizioterapevtko delava pravzaprav skozi. Moram skrbeti za to, da mišica ne atrofira, ker je nisem uporabljala, ko sem bila tudi po operaciji. Potem je šlo za limfno drenažo, ko mi je zatekla noga, v bistvu je skozi je bil en del, zdaj je mišica, gremo tako, kot sem rekla, en korak po korak, zdaj je mišica, potem bo najprej bila hoja, pol je mišica, potem bo zdaj, kako bom aktivirala zadnjo ložo, ko so mi vzeli graft. Tako da v bistvu ni, kako sem se prej narobe izrazila s to pavzo, ne. Košarkarska pavza, ja, v drugih pogledih pa pravzaprav ne. Ja, vedno se spomnim na Iva Drneva, ki je razlagal, ko je imel desno roko poškodovano, da se je on naučil z levo roko driblati in pol jim ni bilo jasno, ker je prišel na prvenstvo, je on zdaj levičar ali desničar, ker en leto ni smel in je izkoristil to za nekaj drugega, ampak se mi zdi, da to so taki drugi cajti, ko pravzaprav je bilo res treba ob poškodbi počivati, nisi imel še vseh teh možnosti, da lahko res obdržiš to fizično pripravo. Hodiš pa še vedno na tekme, spremljaš ekipo, koliko podpore dobiš z njihove strani? Ja, največjo, poleg moje družine seveda. Jaz se čutim še vedno, mislim, sem del ekipe, s puncami smo skozi skupaj, tudi sem na vseh tekmah, mogoče razen kakih gostujočih tekem, ne, drugače pa sem njihov prvi navijač zdaj iz klopi. Naj se ob koncu še majčkeno vrnemo na to reprezentančno pot, ker se mi zdi, da je tudi zelo pomembna, pa nekako osmisli vse tiste treninge, tekme. Kaj res pomeni igrati za reprezentanco? Jaz sem imel tak občutek, ko sem gledal te košarkarje, košarkarice, da to je bil pa tisti ultimativni. Takrat res obleč ta dres reprezentance, kakorkoli se sliši zlajnana floskula, nekaj res je na tem. Ja, je ena velika čast. Tako tudi ta Evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo, to so taki dogodki, ki jih ne pozabiš, in imeti napisan Slovenija, da imaš 11 punc poleg sebe, ki vsi, tako res je en lep trenutek v življenju, se mi zdi, pa meni je bilo vedno sem rada šla, vedno, in ja, kakor sem rekla, to mi je bila res v čast. Se spomniš, da si prvič igrala, je bil to kaj U13? Ja, to je bil Slovenija bolj U14, katerega leta se ne spomnim, bila sem stara 13, to se spomnim, v Slovenj Gradcu in smo bile druge, če se tako spomnim prav. Je kakšen poseben občutek, tisti res prvi koš, se ga spomniš, imaš v glavi ta občutek, prvi koš za reprezentanco? Ne, evo, lih prvega koša ne. Se pa spomnim vseh teh priprav in tako, tekem se spomnim prav tako specifično enega koša. Rebeka, kako si ti začela z reprezentanco? Ti si bila tudi v bistvu že v 13, v 14 nekje v reprezentančnih selekcijah. Kako si doma prišla povedati, v Slovenijo bom igrala, dobila sem v reprezentanci bom. Kako so to sprejeli in kakšen pomemben trenutek je bil to in za družino in za vse? Ja, jaz sem tudi začela igrati v 13, v 14, tudi ta turnir v Slovenj Gradcu, tako kot Zoja, kaj vsak let je turnir v Slovenj Gradcu za, v 13 ali v 14, ja. So bili zelo veseli starši, ponosni, da bom igrala za Slovenijo. Ja. Kaj bo potem te, recimo, evropska prvenstva, te neka večja tekmovanja, ko greš najprej za 14 dni na priprave, ne vem točno kam se je hodil, Postojno ali kaj je že bilo, pa še za 14 dni greš nekam v neko tujo državo na turnir, en mesec so brez tebe, sred poletja starši. Tudi ta najbrž občutek imaš pol, ko prideš 1. septembra v šolo, pa te sošolci, sošolke sprašujejo, kva pa ti na evropskem prvenstvu sem bil. Najbrž je nekaj posebenega v tem. Ja, jaz sem isto, ko mi čakala.
da se priprave začnejo s puncami, s trenerji. Ne vem, vsak teden smo bili nekje drugje na pripravah, potem Evropsko prvenstvo. Je pa tako, da so se moji starši tudi z drugimi starši povezali, tako da so se zelo dobro razumeli, tako da so skoraj na vsako, če ni bilo ne vem koliko daleč, da so tudi Evropska prvenstva šli gledati skupaj starši. Sem jih hotel reči, kje vse so bili starši na potovanjih v zadnjih 20 letih, ko so te spremljali na evropskih in ostalih prvenstvih? Romunija, Bolgarija, Slovaška. Tako je bilo, da ne vem, mogoče je bilo dvakrat Romunija, pa skozi je bila ta Bolgarija, tudi pri U18 mladinke je bila dvakrat Bolgarija, ampak so skozi prihajali gledati. So si tako kar en kombi najeli, pa so šli vsi skupaj. Mogoče ti je ta Bolgarija ostala, ker mislim, da si dala tudi debitantski nastop v dresu reprezentance čez proti Bolgariji. U16, ja, je res, ja. Super, tako da očitno je bilo nekaj s to Bolgarijo, da so te hoteli že pripraviti na to, da boš tudi kasneje. Zoja, kje vse so bili tvoji na počitnicah v zadnjih letih na evropskih prvenstvih in svetovnih prvenstvih, kje vse so imeli priložnosti spremljati? Jaz sem prvi 16, ko sem v bistvu igrala prvo evropsko prvenstvo, no takrat je bil Challenger in je bila korona, tako da takrat niso mogli iti, tako da v bistvu zdaj sem bila, jaz imam še nekaj pred sabo teh prvenstev, upam, da, tako da sta bila moja sestra pa moj oče v Konji v Turčiji, tako da moram reči, da sta zbrala ta pravo prvenstvo. Tako. V bistvu prej smo se nekako navezvali na te uspehe. A je bil trener Triglava takrat 2018, ko ste vi zmagali pokal, nazadnje je bil? Ernest Novak. Je bil v bistvu tako kot zdaj selektor reprezentance. Kakšen je bil ta turnir v Konji, v Turčiji, 7 tekem, 7 zmag, malo nas je vse skupaj spomnilo tudi na tisto 2017 carigrajsko zgodbo, premagati polufinalu še Francijo. Kakšen občutek je, ko postaneš evropski prvak? Ja, ta občutek je pa neopisljiv, lahko tako rečem. To je bilo res, tako res je nek tak občutek, ki ga res ne znam sploh pojasniti. Meni je bilo to wow, kaj smo mi naredili, ne? To je mi bilo res, že samo evropsko prvenstvo se mi zdi, da smo res uživali, bili smo pripravljeni, tudi garali smo, ampak smo pa res uživali, tako da cel prvenstvo mi je v enem zelo lepem spominu. Mičkrat sem gledal rezultate, pa sem imel tak občutek, da do finala se kaj preveč tresali niste. Nobenega tresla se nismo, da nobenega se nismo bali. Definitivno pa niso bile lahke tekme, smo se tudi vnaprej pripravljali, nobenega nismo podcenjevali, tako da je pa res, da ko je pred nami stala Francija, smo si rekli, zdaj pa all in, zdaj pa kar bo, želeli smo si, ena tekma je in na koncu nam je ratalo. No. Najbrž je res, pač pravim, poseben občutek, kot enkrat to doživiš, kot vidiš, kaj pomeni biti evropski prvak. Mi si pa seveda želimo, da bi ta generacija se z svojimi uspehi seveda preselila še v člansko vrsto. Tukaj pa konec koncev več kot leta počakati, zato da boste vse punce res v tistih vrhunskih letih, tudi v članski, najbrž drugega ni. Je pa treba pomeniti to, da od 2017, ko si bila tudi ti, Rebeka, na evropskem prvenstvu, naprej smo na vseh evropskih prvenstvih, kar pomeni, da se je slovenska košarka tistih 15 let formirala vseeno, ampak zdaj smo tam in vedno više stremimo, vedno više so tudi konec koncev ambicije. Ne vem, če je karkoli tukaj za dodati, ampak nekako se navezujem na to, upravičujem ta naš neposrečen Eurobasket v lanskem letu, ker se mi zdi, da je mogoče vrgel neko to luč na slovensko žensko košarko, ki ste jo k sreči potem dekleta tukaj zelo omilila oziroma naredila čisto neko drugo vizijo in so se vsi spraševali, pa zakaj ne morejo punce, če so evropske prvakinje na domačem evropskem prvenstvu, tudi tako dobro zaigrati. Ampak tukaj kaj več, kot da počakamo še nekaj let, ne gre. Rebeka, mogoče še, hotel sem te vprašati, to se pravi, kako si se res, ko si rekla, da si se odločila za zaključek kariere, 384 tekem, 4617 doseženih točk. Si kdaj mislila, da boš najboljša strelka slovenske košarkarske lige? Ne.
Kaj pa takrat, a si vedela, kdaj si postala najboljša strelka? Je bilo to na neki tekmi, se je vedelo, danes, če daš pa 13 točk, boš pa od zdaj naprej najboljša strelka? Sploh nisem vedela, tako tudi nikjer nisem zasledila. Imeli smo tekmo proti Celju, v Celju, in me je novinar poklical za intervju, in me je med intervjujem sem zvedela, da sem pač postala najboljša strelka, pač do takrat sploh nisem vedela, tako da sem bila kar tako malo v šoku, tako ja, takrat sem zvedela. A kaj zdaj že paziš, koliko nabirajo kaj točk, da ne bojo Ne. redno hodiš na tekme in spodbujaš in ne Ja, več itak, ja. točk, se strinjam. Mogoče še vprašanje, ko sem zdaj omenila novinarje, a dobite sploh kdaj kakšno težko vprašanje, ko si športnik? Imam občutek, da dostikrat smo res vsi, kakšen je občutek, kako je bilo zmagati. Pač neka taka vprašanja, ki so ful generalna, zelo stereotipna. Ja, bolj kot ne postavljajo ista podobna vprašanja, kdaj pride tako kakšno malo drugačno, ampak ja, kakšni so občutki po tekmi, kaj vam je rekel trener, tako, bolj kot ne ena in ista. Nekaj takega, kaj bi si želele košarkarice po tekmi reči? A je kakšno tako vprašanje, ki, dajte novinarji prosim nas to vprašati, ker me ful lažje o tem govoriti. Ja, pač ne vem, kaj bi rekla. Pač oni vedno vprašajo, kakšni so občutki, ti vedno pač isto poveš, pač hočeš, da je malo drugače, ne vem. Ampak kaj bi pa rada slišala recimo kot vprašanje, kaj se ti zdi, da je takrat zapovedati razen tega občutka po tekmi? Ker se mi dostikrat to zdi, ja, pač res neumno vprašanje, ampak kaj pa bi? Ne vem. Zoja, kaj bi rada slišala kot vprašanje po tekmi recimo? Mislim, moram reči, da sem kar zadovoljna z vprašanjem, kako se počutim, ne? Ker se mi zdi, da še najlažje lahko opišem tudi po tekmi. Ti si imel prej toliko stvari v glavi, pa to v resnici lažje kot so vprašanja, bolj nam je fino. Drugače pa, ne vem, mogoče je bilo meni všeč vedno vprašanje, kaj lahko popravite, kje se vidite, kje lahko napredujete, kaj lahko popravite, s čim niste zadovoljni, to se mi zdi tako dobro vprašanje. Super, najlepša hvala, pa mislim, da so novinarji dobili zdaj en dober nasvet. Torej, raje vprašati, kaj je bilo dobro, kaj bi bilo potrebno ohraniti in s čim niste zadovoljni, kaj bi radi popravili. Tako da toliko o teh občutkih po tekmi. Zdaj pa lahko še občinstvo vprašamo seveda za kakšno vprašanje, če bo kakšno vprašanje strani publike, kar z dvigom roke to naznante, pa z veseljem odgovorimo. Vsega skupaj 4617 točk, tako da to je košev, če damo trojke, vse skupaj pa dvojke, jih je kar precej. A kaj veš, je bilo največ trojk? Ne, več je bilo prodorov, ali najbrž? Ja, tam, ne vem, ja, več prodorov. Ok, ker prej smo slišali Zojo, bod blizu Rebeke, ker bo metala za 3, pa moraš stati čim bližji. Super, še kakšno vprašanje? Zoja, ti veš, koliko imaš že točk v slovenski košarkarski ligi? Ne. Počakaj, ti bojo novinarji povedali, ko boš na 4618. Ok, jaz mislim, da se lahko tukaj v bistvu ob tej... imel sem še nekaj kratka vprašanja za na konec, seveda. Koš ali podaja, kaj vam je ljubše? To vem, da sem videl, da ste imeli podobna vprašanja. Podaja. A res? Zakaj? Ne vem, vedno sem raje podala, asistirala, kakor pa dala koš. Ok, altruizem, super. Zoja, koš ali podaja? Drugače, mogoče celo koš, ampak lepa podaja pa vedno prva. Katere zmage, če se spomniš nazaj, recimo si bila najbolj vesela? Je to ta Francija? To je kar lahko vprašanje, ja. Ja, ok. Rebeka, katere zmage najbolj vesela? Ja, lahko te, ko smo se prej pogovarjali proti 2018 proti Celju. Ja. In še en nasvet, ki bi ga dala sama sebi na začetku košarkarske kariere? Bodi vztrajna, ne obupaj, bori se vedno do konca.
Soja, ti si še na začetku v bistvu košarkarske kariere, kakšen nasvet si boš dala ob zaključku? Ne? Ampak kaj je tisto mogoče, kar si zdaj že vseeno v teh letih reflektirala kot nekaj, s čimer moraš nadaljevati kariero? Evo, najbolj pomemben nasvet mislim, da je verjem vase. To bi rekla. Tega se spomnim tudi jaz iz mature, se mi je bilo verjemi vase in v svoje sposobnosti. Tako da mislim, da je to definitivno ena stvar, ki si jo lahko zapomnimo tudi vsakič, ko smo na košarkarskih parketih. Tako da najlepša hvala obema za današnji odziv. Rebeka, veliko uspešnih trenutkov zdaj ob zaključku kariere, vsem, kar počneš oziroma vsem, kar te bo razveseljevalo. Zoja, čim bolj z rekonvalescenco, čim hitreje nazaj na parkete in se veselimo vseh košev in zmag. Hvala za povabilo. Z veseljem. Hvala pa seveda tudi vsem vam za to, da ste nas poslušali, da ste bili naša publika. Vas pa že lahko vabimo tudi na naslednje srečanje, torej v marcu, ko bomo imeli tu dva ravnatelja Puharjevih šol, ravnatelja osnovne šole Janeza Puharja, Klemna Markla in pa Janeza Cudermana, ravnatelja osnovne šole Helene Puhar Kranj. Tako da vabljeni tudi sredi marca na naslednje srečanje Globosalno. Hvala še enkrat, Rebeka pa Zoja. Hvala.